čast, očitno biti zadnja danes, v tem smislu, da predstavim svoje razmišljanje, ki je na nek način, glede na to, kar smo danes poslušali, izjemno povezano z vsem, kar smo slišali, je pa morda nekoliko drugače. Namreč, kot sedaj iz naslova videti, se bom ubadala s konceptom pravičnosti. In sicer, izhodišče mojega razmisleka je, na katerem konceptu pravičnosti zasnovati šolski sistem, da bi omogočil uresničevanje inkluzivnosti. Morda še preden nadaljujem, velja poudariti, da se s vprašanjem inkluzivnosti ubadam že dobro desetletje, da je specifičnost mojega razmišljanja glede koncepta inkluzivnosti tudi nekoliko drugačna, morda ne tako radikalna, kot smo jo slišali v prejšnjem predavanju, pa vendarle bi vam jo želela v nadaljevanju predstaviti, zato da bomo vedeli, o čem je govora. Ker pojem inkluzije, inkluzivnosti, jaz sama govorim o inkluzivnosti, ker se mi zdi, da s tem izrazom bolj poudarimo na proces, kjer je fokus, ne toliko o inkluziji kot stanju. Torej, ta izraz pomeni v našem, pa tudi v mednarodnem prostoru marsikaj. In v izogib sporazumom se mi zdi pomembno, da to malo pojasnim. Potem pa bomo pogledali si malo natančneje, kako je koncept pravičnosti koncipiran v slovenskem šolskem sistemu, kje so meje tovrstnega pojmovanja pravičnosti in kako bi se dalo to nadgraditi oziroma pristopiti bolj holistično. Zelo rada imam tole tabelico, ki se mi zdi, da najbolj strnjeno predstavi koncepte. Torej, v Sloveniji poznamo koncept integracije in v zadnjem času tudi koncept inkluzivnosti. Zdaj med njima, kot sem že rekla, večkrat sta izrazi uporabljena, kot so pomenki. Jaz sama vidim nemalo razlik, tukaj je navedenih 8-9 vidikov. Torej, če gremo hitro skozi te opredelitve, je integracija opredeljena kot vzgojno izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v večinskih vzgojno-izobraževalnih institucijah. Se pravi, gre za vprašanje vključenosti teh oseb, specifične populacije v večinska okolja. Inkluzivnost sama ne razumem kot vprašanje vključevanja ali nevključevanja, pač pa kot zmanjševanje vseh izključevalnih postopkov in razvrednotenj otrok in mladostnikov, bodi si na osnovi česarkoli, zaradi česar je življenje v teh institucijah za nekatere nepotrebno težko. Populacija, torej pri integraciji imamo otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, pri inkluzivnosti to je koncept, ki je relevanten za vse, še posebej za tiste, ki se v tem procesu soočajo z ovirami, bodi si pri učenju, bodi si pri socialni participaciji. Kar se pojmovanja oviranosti tiče, v integraciji so nekateri otroci in mladostniki opredeljeni kot tisti, ki imajo posebne potrebe, drugi pa ne, torej dihotomija. Medtem ko pri inkluzivnosti se na otroke in mladostnike gleda kot na osebe, ki se teku šolanju soočajo, smo se soočajo z ovirami, bolj ali manj težkimi ovirami, oziroma rešljivimi ovirami, zopet tako pri učenju kot socialni participaciji. Torej, kje je vzrok oviranosti pri integraciji? Praviloma se na oviranost gleda kot na lastnost posameznika. Znotraj določenega človeka so identificirane takšne ali drugačne ovire. Medtem ko pri inkluzivnosti se vedno gleda istočasno tudi na socialno okolje. Skratka, kako za strukturo, za procesi, za vsebinami, če gledamo vzgojno-izobraževalne institucije, pravzaprav ustvarjamo nove ovire oziroma določenim ljudem onemogočamo polno participacijo v procesu. Kar se usmerjenosti pri iskanju rešitev tiče, je pri integraciji vprašanje lokacije, ali bo otrok premesti se ga v eno okolje, kolikor je uspešen, je lahko v tem okolju, sicer se za njega išče drugo okolje. Pri inkluzivnosti je fokus na vzgojno-izobraževalni proces sam.
Kar se formalizacije tiče, pri integraciji se večinoma rešitve ne išče, dokler otrok ne dobi neke uradne utrditve, odločbe, usmeritve v program. Medtem ko pri inkluzivnosti je ideja, da bi najprej pedagoški delavci sami poiskali rešitve s prilagoditvami poučevanja, kurikula, organizacije dela, se vzgajanjem tudi in vplivanje na spreminjanje socialne klime v skupini in se šele v primeru neučinkovitosti obrnili na zunanje strokovnjake. Z vidika diskursov lahko ugotovimo, danes smo to že večkrat slišali, v ospredju integracije je medicinski in profesionalni diskurs, v ospredju številnih institucij. V Sloveniji je moč prepoznati medicinski diskurs, medtem ko za inkluzivnost naj bi veljal pedagoški diskurs, diskurs otrokovih pravic in spoštovanja otroštva. Z vidika prilagajanja pri integraciji se pričakuje, da se otrok oziroma mladostnik prilagodi sistemu takšnemu, kot je. Pri inkluzivnosti se upošteva tudi možnosti, da se vzgojno-izobraževalne institucije preoblikujejo, da se spreminja obstoječe prakse in ne pričakuje se samo, da se otrok prilagodi, se pravi vzajemno prilagajanje. In zelo pomemben poudarek, cilj integracije je poskrbeti zlasti za to, da bo otrok uspešen, učno uspešen v večinskem okolju. Medtem ko pri inkluzivnosti ni vprašanje samo učne uspešnosti, ampak uravnotežen razvoj vseh otrok in mladostnikov. Torej ni pomemben, kot sem že rekla, le učni uspeh, marveč je pomembno imeti fokus tudi na moralni, emocionalni, socialni razvoj. In v tem kontekstu je zelo pomembno spodbujanje odgovornosti, participacije, sodelovanja in solidarnosti. Nazorno se mi zdi, da tole idejo prikazuje tale schema, torej vprašanje, ali lahko naredimo sistem toliko prilagodljiv, da bodo vsi ti liki in telesa, gledano matematično, lahko del šolskega sistema. Ampak, kar smo danes tudi že večkrat slišali, živimo v neki družbi, ki sem jo sama opredelila kot družba, kjer so v ospredju tekmovalnost, profitabilnost, se pravi dobičkonosnost, v ospredju individualizem in izjemna moč medicine kot znanosti. Šola kot družbena institucija seveda na nek način logiki družbe ne more povsem uiti, oziroma, zdaj, če bi Altizerja dobesedno mu verjeli, je šola eden od najpomembnejših ideoloških aparatov države. Kako se vse te značilnosti širše družbe kaže v šolskem sistemu? Jaz sem tu naštela nekaj problemov, ki jih sama vidim. Recimo, da so v ospredju standardi znanja, ki so merljivi. Merimo jih z nacionalnimi preizkusi znanja, še prej jih merijo učitelji, to morajo meriti na objektiven način, zlasti ta kriterij merjenja je v ospredju in v ozadju je nereflektirana predpostavka, da je znanje nekaj merljivega. Torej, zaključek, katero znanje je merljivo, faktografsko. In tu pridemo morda do enega poudarka, ki smo ga danes že slišali, zakaj se šole spreminjajo v neke institucije, mislim, Špela, da si ti jo omenjala, najbolj, da se čim prej naučijo, da bodo čim prej dokazali, da to znajo, pa hitro pozabila, neka ta logika se vzpostavlja, verjetno ali morda tudi z vsemi temi testiranji, posledičnimi razvrščanji otrok, šol. Razvrščanje šol je še morda nekoliko bolj prisotno v tujini. Pri nas, torej naj ne bi bili javni podatki nacionalnih preverjanj v smislu, da bi se videli, kateri otroci iz katerih šol dosegajo boljše rezultate in da bi se na ta način hierarhija med šolami spostavljala, pa vendar neformalno te stvari se hitro izvejo. Nedvomno je treba tu omeniti tudi vpliv mednarodnih merjenj, v kateri je Slovenija zelo vpeta, pa če dalje bolj vpeta v najrazličnejše, kot so PISA, PIRLS, TEAMS, to so te ključne mednarodna
v bistvu tudi tekmovanja, saj se tekmuje že na ravni šolskih sistemov, državnih, nacionalnih šolskih sistemov. In morda najbolj problematično je ta logika normalne porazdelitve, in odstopanje od normale v katerokoli smer se praviloma razume kot patološko. In poleg tega so razlike med posamezniki individualne specifičnosti, torej prisotna je individualna perspektiva. Z vidika prej predstavljenega pojmovanja inkluzivnosti in primerjave z mednarodnimi pojmovanji, ki tudi po nekih metaanalizah grejo neko svojo pot, bi potrebovali transformacijo šolskega sistema. In kako zagotoviti? Zdaj, šola je vendarle del družbe, vpeta v neka družbena razmerja. Vprašanje, ali lahko zafunkcionira tudi mimo vseh teh vidikov oziroma nekih značilnosti, ki se ne kažejo kot najboljša, saj pravzaprav določene učence, tudi skupine učencev, obroblja, torej marginalizira v samem procesu šolanja. In tu se postavlja seveda vprašanje, kako zasnovati pravičnost v šolskem sistemu. V Sloveniji je uveljavljen tako imenovani Rawlsov koncept socialne pravičnosti, zelo eksplicitno ga lahko vidimo v obeh belih knjigah. Tu morda kot zanimivost, naj povem, da ko so osnovalci bele knjige leta 2011, so v ta namen organizirali prv nek posvet o tem, kako zasnovati sodobno šolo, kateri koncept pravičnosti vzeti kot temeljen. In takrat smo nekateri sodelovali v teh razpravah in tudi opozarjali o pasteh Rawlsovega koncepta, pa vendar so se potem odločili, da tudi sodobno šolstvo mora biti utemeljeno na tem konceptu. Tu nek citat Kimlike, jaz mislim, da tudi smo že poslušali, Duša nam je v Baču, malo Mirko Romanš, lahko da dela svoje. Že to malo predstavljal, torej ta načela, koncepta tančica, nevednosti, izborni položaj. Nedvomno pomembna teorija, če gledamo razvoj teh teorij pravičnosti, ki je v 70-ih letih in potem še nekaj desetletij naredila boom v razmišljanju. Pa vendar, kaj je problem tega koncepta? Pravzaprav sodi ta teorija med eno izmed egalitarnih teorij. Po avtorici Kathleen Lynch sem to gradacijo oziroma te koncepte enakosti v sodobnih egalitarnih teorijah povzela. Torej, prvi koncept je neka osnovna enakost, liberalna enakost, kamor sodi Rawls, in radikalna enakost. Osnovna enakost pač pomeni oziroma gradi na predpostavki, da smo vsi a priori enaki. In da morajo biti procesi zagotovljeni na način, da se ohranja naša dostojanstvenost, da se ohranja spoštovanje, da ne pride do kakršnihkoli oblik zatiranja in tako naprej. Relativno, oziroma že Rawls je to idejo presegel s tako imenovano liberalno enakostjo, ki vključuje tako idejo liberalizma kot egalitarizma, in ta logika je močno vpletena tudi vse te mednarodne dokumente za človekove in otrokove pravice, katerih podpisnica je tudi država Slovenija. Skratka, tu pa se ne govori samo o dejstvu, da smo enaki, pač pa se vključuje oziroma se zavzemajo za zaščito temeljnih civilnih in političnih pravic, vključno svobodo govora, prostim gibanjem, enakostjo pred zakonom in svobodo lastnine. Seveda priznava ta koncept liberalne enakosti, da je pravzaprav družba stratificirana, in zato predlaga, da se pač te politike enakosti usmerijo v izenačevanje možnosti za različne vrste mobilnosti, tako na področju izobraževanja, poklica, kariere, medgeneracijsko in tako naprej.
Tretja smer oziroma koncept znotraj egalitarnih teorij pa je tako imenovana pojmovanje radikalne, torej teorija, ki se naslanja zlasti na feminizem in kritične teorije. Skratka, radikalna enakost, kjer pa je fokus ne samo na to dejstvo, oziroma ki pa zahteva transformacijo, upoštevati tudi to, da so sami procesi oziroma da je samo družbo moč spremeniti. Ne da mi z distribucijami nekih omogočanjem enakih možnosti s pravično distribucijo glede na to, kdo kje je, v kateri skupini, ki je družbeno marginalizirana, da se daje neke dodatne podporne mehanizme, ne vključuje, ampak da je sam proces družbe oziroma družbeno stratificiranost moč spremeniti. Tale slikica, mislim, da dosti dobro ponazarja to, o čemer sem ravno kar govorila, torej vsi smo enaki, a ne? Vsi dobimo isto. Tu se že upošteva razliko. V tretjem konceptu pa je treba napasti oziroma se lotiti samega izvora neenakosti v družbi. Zdaj, če se vrnem k Rawlsu, kje so ključne kritike njegove teorije, pravzaprav ena od zelo očitnih je, da je za izhodišče vzel posameznika, zanemaril je skupnost. Rešitve za posameznika, ki sicer pripada določeni družbeni skupini, ampak zakaj je ta družbena skupina marginalizirana, s tem se ne ukvarjamo. Ne? Pravzaprav se išče načine, kako mu omogočiti, če malo parafraziram slikico, višji ali nižji stolček, da bo videl čez. Seveda je problem tudi ta, da same skupnosti znotraj sebe so pogosto viri nepravičnosti, in zato je potreben fokus na skupnosti, ne samo na posameznike. Zelo v pedagogiki pozgostokrat izražena kritika je, da rešitve, ki jih je on predvidil v svoji zelo, zelo kompleksni teoriji oziroma zelo zahtevni sploh s konceptom tančice, nevednosti in izvornega položaja, torej, kakšno rešitev posameznik potrebuje, lahko najdevajo samo odrasli ljudje z visoko razvitimi abstraktnimi zmožnostmi. Kje so tu otroci, ki morda ne zmorejo še ali pa kako drugače iščejo rešitve, osebe, ki bi jih v današnjem žargonu poimenovali z intelektualnimi ovirami, se pravi, posameznik je objektivizacija, to je spomenujemo objektivizacija, postavljanje kot objekt, ki ga odrasli proučujemo na različne načine in iščemo zanj rešitve. Nikoli ali pa praviloma ni vključen v proces iskanja rešitev. Kar še ne kritizirajo te avtorice zlasti feministično naravnane, ravnodušnost do same narave izobraževanja. Torej, sam proces vojne izobraževanja je večkrat problematičen, tako z vidika hierarhičnih odnosov, ki so a priori neproblematizirani, torej to, da je otrok mlajši, manjši, še ne zna toliko, meni pač legitimira mojo boljšo pozicijo oziroma višjo pozicijo, da jaz z njim postopam, kot želim, torej vpliva na odnose, na stališče in procese, ki so povezani z enakostjo. Tudi same vsebine, če bi šli pogledati, kako so določene družbene skupine predstavljene v učbenikih, v gradivih, ki jih otroci dobivajo, recimo sam spol, ženske, moške. To je res fascinantno videti, koliko stereotipov še v 21. stoletju je prisotnih v vsebinah, v podobah, ki jih otroci tukaj nereflektirano spremljajo. Torej, distributiven koncept kot univerzalen koncept, kjer je problematična tako imenovana pozitivna diskriminacija oziroma v tem kontekstu
če želimo Rawlsov koncept vključiti v šolski sistem, pravzaprav rabimo poimenovanje najbolj ranljivih, občutljivih, marginaliziranih, kakorkoli pomenujemo, skupin otrok, ki jim naprej predvidimo podpore, pomoči in gre za mehanizme poznane pod tako imenovano pozitivno diskriminacijo. S tem delom, torej samo s to kritiko, bi se želela malo dlje ob njej zaustaviti, namreč gre za dilemo identifikacije drugačnosti. Namreč, tu sem se naslonila na Norvičevo razpravo, kjer pravi, če so učenci, ki imajo težave pri učenju, identificirani in označeni, da imajo posebne potrebe, so verjetno deležni drugačnih pedagoških pristopov, žal pa tudi stigmatizacije in razvrednotenja. In obratno, če učenci, ki imajo težave pri učenju, niso identificirani in označeni, da imajo posebne potrebe, je manj verjetno, da jim bodo ponujeni drugačni, dodatni, kakršnikoli že pedagoški pristop. Torej, grdo rečeno je problem etiketiranja v ospredju. Pa vendarle samo etiketiranje, še posebej, če se pogovarjamo s kakšnimi konkretnimi ljudmi, ki so skozi te procese bolj intenzivno šli, nima samo negativnih učinkov, lahko ima tudi pozitivne učinke. Recimo, etiketa nam lahko zagotovi natančno razumevanje posameznikovih učnih specifičnosti in s tem tudi izhodišče za ustrezno obravnavo njegovih potreb. Jaz sem se včeraj naučila nekaj, kar sem tu napisala, ne vem, koliko od vas ljudi pozna skotopični sindrom. Bolj malo, ne? V kombinaciji z disleksijo. To je težava, ne, za tiste, ki ne veste, ki je težava na nevrološki vidno-procesni ravni, da obstaja zlasti med osebami z disleksijo, in jaz sem včeraj govorila z deklico, kjer so ji po v srednji šoli, to pomeni po 9 letih, ugotovili, da pravzaprav ni njena težava disleksija, ampak to. Ves čas se pa kazalo, namreč, ko so ji nudili dodatno pomoč, ko so te tehnike, metode, oblike, vse možno ji ponujali, nič ni njej pomagali. To seveda jim pomagali. Ker njen problem je ta, da ko hoče razbirati, njej črke skačejo. Nekatere se začnejo vrteti ciklično, tako spiralasto pravi. In če hoče ona prebrati besedilo, potrebuje toliko energije, da tiste skakajoče besede ulovi, da seveda ni šans, da bi pomenili. In če to povežem z drugo značilnostjo, pravzaprav zdaj je njej bolj jasno, namreč ona v tolikih letih šolanja in neučinkovitosti dodatnih pomoči sprejela kot del svoje lastnosti, da je malo butasta, tako je rekel. Pač jaz sem malo butasta, veš, nič mi ne pomaga, oziroma zdaj ve, da temu ni tako. Namreč dali so ji neke očala z modro-rumeno folijo, torej ne gre za dioptrijo, gre za barvo, in zdaj bere z lahkoto, brez napak, pa še razume, kaj prebere. Šla sem si včeraj malo prebrati kot zanimivost. Otrok, če ima ta sindrom, 10 minut branja je za njega tako naporno, kot za ljudi, ki nimamo tega sindroma, če bi brali 10 ur skupaj. Zato imajo pogoste glavobole, in seveda bežijo od branja, ampak, torej, kar hočem izpeljati, seveda je pomembno, da vemo, kaj in kako. Ne želim zdaj medicino, diagnostiko, torej ustvarjati neko črno-belo logiko, ne potrebujemo, seveda, ampak v takih primerih, oziroma če bi šla natančneje študirati njeno zgodbo, bi morda videla, da ne samo, da je diagnostika pač malo pošepala, da ni odigrala svoje vloge, ampak tudi šolski sistem je ustvarjal toliko dodatnih ovir, ustvarjal, glede na njene sposobnosti branja, razumevanja prebranega, toliko negativnih oznak in ocen, da je pač dekle prepričano, da
ima težave na neki drugi ravni, intelektualnega značaja. Torej, tisti, kar je še prednost lahko etiketiranja, tisti s podobno vrsto drugačnosti lahko razvije svojo identiteto, kulturo in zagovorniško skupino. Recimo to gotovo je v ospredju pri osebah, ki se soočajo z gluhoto, ko za komuniciranje uporabljajo kretalni jezik. Pomembno je, da so ljudje, ki ta jezik uporabljajo, tudi drugemu oporo oziroma komunicirajo, seveda se pa postavi vprašanje, zakaj se tega jezika tudi ne učimo tisti, ki komuniciramo še po kakšnem drugem kanalu. In je angleščina bolj pomembna. V nekaterih primerih lahko znaki delujejo kot posrednik pri razlagi vedenja, ki se morda zdi nesprejemljiva za širšo javnost, morda vodi k boljšemu razumevanju. To podoben poudarek sem prebrala v delu Anice Mikuš-Kos, nedavno objavljenem delu, kjer opisuje, kako je pri diagnozah ADHD, tako imenovanih, ta diagnoza razbremenila starše, zlasti starše, njihove percepcije, da so zgolj neučinkoviti, da pač ne znajo vzgajati in tako naprej. Ampak na drugi strani imamo negativne učinke etiketiranja, torej nenatančne oznake lahko privedejo do neustreznih posegov ali predpostavk o tem, kaj učenec lahko oziroma mora narediti, ter kaj mora oziroma mu ni potrebno narediti. Mislim, da prej opisan primer to dobro ponazarja. Pogosta osredotočenost na to označbo, etiketo in ne na sposobnost in kompleksnost posameznega učenca. Torej, otroka gledamo samo še skozi to diagnozo. Nekatere oznake so manj sprejemljive in lahko sprožijo predsodke in odklonilne ukrepe drugih, torej nadaljnje stigmatizacije. Etikete lahko locirajo primanjkljaje le znotraj učenca, in to praviloma se dogaja, sploh v tem družbenem okolju, v katerem pač delujemo. Ne pa, da bi se usmerili tudi samo poučevanje ali kurikulum, ki ostane nespremenjen in ostaja še naprej ovira. In nalepke je mogoče uporabljati za nadzor ali marginalizacijo različnih skupin ljudi, torej kombinaciji stigmo, tle se vedno spomnim svoje izkušnje, ko sem hodila v šolo, osnovno šolo, ki je imela zraven tudi oddelke, tedaj, smo že rekli, posebne šole, kako so nas disciplinirali. Samo učiteljica rekla, a bi šel ti rad tjale? Seveda so bili pogosteje fantje. Skratka, grožnje. Tam se dogaja nekaj groznega. Torej, kaj lahko rečemo glede dosedanje urejenosti šolskega sistema? Jaz sem se s tem veliko obadala, pregled konceptualnih in raziskovalnih analiz kaže, da je pri nas v formalnih in strokovnih dokumentih večinoma v ospredju samo populacija oseb s posebnimi potrebami, kateri ljudje oziroma ljudje, s katerimi oznakami so zajeti, vi to dobro poznate, Na zakonski ravni imamo zakon usmerjen otrok s posebnimi potrebami, torej ne ubadamo se s vprašanjem revščine, drugega jezika, kulture, oziroma to se v zadnjem času bolj kot ne preko različnih projektov dotikamo tega vprašanja. Torej, pri tej populaciji oziroma nasploh v našem šolskem sistemu lahko rečemo, da je v ospredju medicinski model, poudarja se le vidik učnih zmožnosti, to je bilo še posebej pereče pri populaciji oseb, kaj so že zmotne vedenja, danes so vedenjske čustvene motnje, nekdaj motne vedenje nosibnosti. Torej, kakšno DSP, dodatno strokovno pomoč ponujati tem osebam, če so na intelektualni ravni povsem sposobni slediti učnim zahtevam in v tem kontekstu se je potem leta 2013 kot zakonov sprememba zgodila. Kaj še značilnost našega sistema? Dolgotrajni postopki usmerjanja, neredko celo šolsko leto to traja. In kar je kolega Rovšek v svojem doktorski disertaciji pokazal, je heterogenost v merilih in delovanju komisij. Torej, nemalo primerih, isti otrok, pri eni komisiji ali pa pri drugi komisiji,
usmerjen v zelo, zelo raznolike programe, toliko objektivnosti, a ne? In ne obstajajo evalvacije izvajanja DSP, kar se meni osebno zdi problematično. Torej, če malo ironično rečem, očitno se v našem šolskem sistemu vedno znova sprašujemo, kako da se tale Fred očitno ne čuti, ali kako me je ime. Ja? Ne čuti del celotnega razreda, ko z njim individualno za posebno mizico dela nekdo učitelj. Ne? Ali drugače, izhajanje iz individualistične perspektive plus medicinski model oziroma osredinjenost na funkcionalnost telesa, potem na diagnozah utemeljene vnaprej predvidene oblike pomoči, pri nas imamo to v pravilniku celo definirano, gluha oseba pač ji pripada 5 ur dodatne strokovne pomoči, če to rapa, pač ne, dobi jih. Najpogostejše izvajanje DSP-ja na način pull-out, predvidevam, da ne poznate to, torej praviloma se otroka povabi ven oziroma potegne ven in nekdo z njim individualno dela, ne prihaja do komunikacije strokovne delavke, ki dela z otrokom in učitelja, ki pač poučuje, ki bi morda lahko prilagodil samo nekaj, karkoli že. Plus evalvacija DSP. Pri nas je v našem sistemu, torej nihče ne spremlja ta trend, ali se število ur DSP-ja pri posamezniku, torej po neki logiki stvari bi se morali nižati. Ko sem jaz prosila v enem kontekstu na Zavodu za šolstvo, da so mi te podatke malo potegnili ven, ni se dali zelo nekaj analiz narediti, ker so bili zelo razprašeni, ampak vendarle se je kazalo, da večji del ostaja število ur, celotno osnovnošolsko šolanje enako. Torej vse to vodi v dodatne in nove oblike izključevanja. Zdaj, kako to reševati? Kot sem že omenila, avtorica Kathleen Lynch je avtorica, ki je že pred mnogimi leti, njeno delo je tako zelo korpulentno delo, kjer je analizirala in predstavljala koncepte, takrat pomenovala 3 R-ja, danes jih je nadgradila na 4 R-je, predstavila že leta 2002. V Sloveniji ali pa nasploh bom rekla, da redko kdaj v tem kontekstu tudi predstavljena, meni osebno pa se mi zdi to en koncept, ki na vprašanje pravičnosti gleda holistično. Zakaj? Zato, ker upošteva različne perspektive na neenakost. Torej imamo, zakaj 4 R-je, redistribucija, rekognicija, reprezentacija in relacionalnost, sem prevedla, torej odnosnost. Kaj so poudarki, njeni poudarki? Torej, viri neenakosti so raznoliki. Nekateri se prepletajo, lahko pa delujejo povsem samostojno. In prepozna vire, ki so posledica ekonomske hierarhije, kulturne oziroma statusne hierarhije, politične hierarhije in afektivne hierarhije, torej področje čustvenosti. Torej, pri redistribuciji je v ospredju skrb za pravično porazdelitev ali bogatstva, dohodkov in resursov, to je nasploh. V šolskem kontekstu to pomeni, recimo v našem šolskem kontekstu, ki je naslonjen na Rawlsovo teorijo in kjer je vprašanje distribucije in redistribucije v ospredju, imamo tu kar nekaj rešitev, recimo subvencioniranje, prehranje, učbenikov, česarkoli, dopolnilni pouk, intervencije najrazličnejše zaradi kakršnihkoli specifičnosti in recimo pri populaciji, ki ne pozna slovenskega jezika, pomoč pri učenju jezika. V zakonodaji, tisti, ki verjetno večina vas ve, absurd 35 ur oziroma 30 ur pouka slovenščine naj bi zadostovalo, da otroki pridejo iz tuje kulture in jezika, potem sledi slovenskemu pouku slovenščine. In na ta način država poskrbi, da so
da je dostop omogočen, poštena enakost možnosti, če rečemo slovno. Drugo področje, ki naslavlja kulturno neenakost, kulturno hierarhijo ali statusno, v ospredje postavlja vprašanje spoštovanja drugačnosti, verovanj, etničnosti, jezikov, spolov, spolnih orientacij, zmožnosti, starosti in podobno. Na tem področju pa bi v našem šolskem sistemu, kolikor sem ga sama zanalizirala oziroma skozi ta vidik preučevala, bi rekla, da nismo še toliko naredili. Že sam sistem segregiranih šol, v katerih je pogost diskurs usmiljenja, v katerih je to, kar je Robi razlagal, pojmovanje pomoči v smislu premoči, na nek način sporoča, da pravzaprav se hierarhije ohranjajo. Neenakosti pripoznanja manjšinskih kultur zlasti v vsebinah, kurikul. Ne samo, da gre za molk, ne samo, da gre za zanikanje sovraštva, zlasti kurikulu praznovanih. Recimo, kot primer, kar je mene osebno zelo šokiralo, kolikšna stopnja nespoštovanja, pravzaprav in zakaj se šole odločajo tako, kot se. Torej, starši otrok, ki svoje otroke vzgajajo v skladu z muslimansko, z islamom, ne želijo, da bi otroci v šolah jedli svinjino. In praviloma tega šole ne spoštujejo. Spoštujejo pa, kot isti starši grejo v zdravniku, ki napiše lažno, da je otrok alergičen na svinjino, potem pa spoštujejo. Absolutno. Neredek molk, tako rekoč učitelji ne odreagirajo, ko otroci se ogovarjajo oziroma srčano govorijo drug drugemu, ne vem, čefor, cigan, takoli. Jaz temu rečem, grejo v nojemsko državo, glavo v pesak, ne slišim, ne vidim, sploh če to ne dodmorim. Tudi na področju reprezentacije, ki nagovarja politično hierarhijo, kjer bi morali poskrbeti za enakopravno zastopanost pri uresničevanju moči. Tako politiki nasploh, organizacija, vključno šolami, družina, tudi tu šole zelo, zelo pešajo. Kje se to najbolj kaže? Način vzpostavljanja, ohranjanja discipline, kaznovanja. Tu pravzaprav v redko katerih primerih otroci, ki se jih režim v razredu najbolj dotika, ne sodelujejo. Če že, sodelujejo na način, da jih učitelji spretno zmanipulirajo, da povejo tisto pravilo, ki bi ga oni hoteli. Tudi pri kaznovanju ni časa, da bi šli na kakšne bolj na skupnosti temelječe oblike reševanja konfliktov, ki se zgodijo, ali pa prekrškov, ki jih otroci delajo. Pri populaciji oseb s posebnimi potrebami pa imamo v zakonu celo zapisano, da naj bi otroci sodelovali, njihovi starši pri načrtovanju IP-jev, individualiziranih programov oziroma pri izvajanju DSP-jev, dodatne strokovne pomoči, ampak ne samo anekdotske zgodbe oziroma pripovedi različnih staršev, otrok, temveč tudi raziskava, ki jo je kolegica delala v okviru svojega doktorata, kažejo, da če že sodelujejo, bi po hartu to obliko participacije uvrstili v neparticipacijo, ker so zmanipulirani, ker jim je predočeno. Tole smo predvideli v timu, preberi, povej, če se strinjaš ali ne. Na kar način, tudi pri starših. Torej, vprašanje participacije oziroma soudeleženosti je pri nas vprašanje, ki dejansko tudi na formalni ravni zakonodaje, strokovna priporočila, te analize, ki smo jih delali, ni zastopana. Participacija je razumljena kot informiranje, otrok je informiran in lahko daje soglasje. Torej, zadnja perspektiva na neenakost
pa se dotika nečesa, kar je v številnih razmišljanjih povsem spregledano, dotika se pa vsakega od nas. In sicer vprašanje enakega dostopa do ljubezni, skrbi in solidarnosti, ter enake delitve bremen in koristi te ljubezni in skrbi. Nihče od nas brez tega ne bi zrastel, ne? Karikiram. Torej, to je nekaj, kar se dotika vsakega človeškega bitja, kajti za nas opredeljuje ta relacijski značaj, značilnost. Torej, ljudje živimo v globoki soodvisnosti, ne samo v teh primarnih odnosih otrok, starši, ampak tudi gospodarsko, politično, kulturno, družbeno in nenazadnje okoljsko. Treba je sprejeti dejstvo naše ranljivosti. Vsi smo ranljivi in v določenem obdobju globoko odvisni. Gledano življenje vsakega od nas, začetek in praviloma tudi konec našega življenja se odvija v večji ali manjši stopnji odvisnosti. Seveda tudi vmes. Torej, ta vidik integrira koncept odvisnosti in soodvisnosti, naše razumevanje enakosti kot človekovih pravic in državljanstva. Na kaj opozarja Kathleen Lynch, da pravzaprav koncept državljanstva vpliva na naše razmišljanje o skrbi in enakopravnosti, kajti politično se na človeka gleda zlasti kot racionalno bitje, afektivni del, to dihotomijo zdaj delam, na to se ne daje poudarka. Kot racionalna bitja pa je državljan samo tisti, ki je polnopravno udeležen, aktiven na ekonomskem področju, torej tisti, ki dela, ali kot kulturna oseba, ali kot politična oseba. In v večini primerov vse te opredelitve ignorirajo ljubezen, skrb, ter resničnost, odvisnost in soodvisnosti v človekovem življenju. Torej zanemarjajo tako imenovana afektivna področja življenja. Ali kot to predstavi Kathleen Lynch, torej gre za nevidno področje, družbeno neartikulirano področje, ki je tudi nereflektirano ali pa nereflektirano pravzaprav domena žensk. Že v vzgoji, pravi Kathleen Lynch, je razlika v tem, kaj se pričakuje, torej ženska mora biti občutljiva za stiske, znati mora to lažiti in tako naprej, a ne poskrbeti za šibkejše. Medtem ko moška populacija tovrstnim pričakovanjem ni izpostavljena. In zdaj, kaj lahko iz tega zaključim? Kot se da videti bolj malo nekih rešitev, več vprašanj. Torej, kako doseči spremembe v šolskem sistemu, ki bi upoštevala vsaj te 4 navedene vire neenakosti? Odgovoriti bi si morali, tu sem naštela nekaj vprašanj, najprej, komu in čemu je šolanje namenjeno? Staro dilemo, vzgoja ali izobraževanje, vzgoja in izobraževanje, načrtna vzgoja oziroma to, če se tu naslovnim na Robijevo predavanje, ali je predavanje Dušana, subjektifikacija, subjektivacija, kakorkoli, ali ta izstop oziroma izstop iz neke rutine vsak dana omogočamo prostore, kjer otroci razvijajo in imajo izkušnje z drugačnimi načini življenja, z drugačnimi vrednotami, ali se jih spodbuja v komunikacijo s temi načini življenja, vrednotami, ne vsiljevanje, pač pa vsaj izpostavljanje. Ali bo šola postala, v enem od svojem članku sem zaključila, da postaja ideološki aparat ekonomije. Bistvo šolanja, še posebej, če pogledamo ta širši kontekst, je kako prispevati v gospodarstvo. Nazadnje Lizbonska strategija, ključni cilj Lizbonske strategije je narediti evropsko gospodarstvo konkurenčno ameriško. In to naši
politiki, ministri, kdorkoli že, mirno podpisujejo to vrstne dokumente. Mirno tudi vstopamo vsa ta mednarodna raziskovanja, PISA, PIRLS, TIMSS, zapisov in TIMSS vem, da jo plačuje OECD in Svetovna banka. Ne? Potem v razmislek, ali bi veljalo vsaj na osnovnošolski ravni oblikovati eno šolo za vse. Vsi gremo v isto šolo. Program je enak za vse, seveda se v izvedbi prilagodi. Tu se dotikamo tudi vprašanja, kje znanja so bolj pomembna. Recimo izkušnje prehajanja med programi, ki jih zakonodaja sicer omogoča, v realnosti redko te doživijo, uresničitev. V enem od doktoratov je bilo to spremljeno. Otroka dva z Downovim sindromom sta prehajala v program z enakovrednim standardom pri večini predmetov, vendar so čez čas ugotovili, da pravzaprav bi morali pri matematiki pa malo znižati standarde v določenem razredu. In zaključek tega projekta oziroma tega poizkusa je bil, da ker pri matematiki ne more dosegati standardov, bosta kar del, ostala del OŠPP oziroma programov znižanju izobrazbenih standardov. Torej, večvrednost matematike, nefleksibilnost sistema, o tem je tudi Darja že nekaj omenjala, torej ta rigidnost sistema, sploh na področju šolanja je to kar pereč problem. Nadalje, nujno bi se morali lotiti kritične analize kurikulov. Mi se nekateri s pomočjo študentov lotevamo kakšnih parcialnih zgodb. Naj vam povem eno, ki je mene zelo šokirala. Študentka Tjaša Ogulin je šla analizirati gradiva, ki jih otroci dobijo o različnih načinih spolnega življenja, torej v osnovni šoli. In v priročniku za učitelje je zasledila, da je bilo zapisano, da je istospolnost patologija, ki je bila primerjana torej v vrsti nekrofilije, zoofilije. Da se to dogaja v 21. stoletju. To piše v slovarju slovenskega knjižnega jezika še vedno. Ok, slovar slovenskega knjižnega jezika, to ni ravno neka strokovna, ne? Ja, so se verjetno sklicevali. Ampak kako lahko potem pričakujemo, da bodo učitelji vstopali kako drugače v te odnose in posredovanje predstav, kater način, ker tle je način spolnega življenja, se ve, kater je vreden, kateri so pa ne, celo patološki. Ne samo bolj manj vredni, ampak govorimo o patologiji. Uveljavljanje participatornih praks, mislim, tle naše šole v večini primeri prav zagrezneno v globoko nerazumevanje tega, ker vztrajamo na nekih prepričanjih a priornih, da je starost, velikost, znanje, a ne, kriterij, kdo je nad, kdo je dominanten in kdo je podrejen. Torej, sama mislim, da bi morali razmisliti o vseh procesih, ki se tičejo otrok, da bi morali sodelovati v teh procesih. Ne nazadnje, tudi katera znanja sodelovati nazadnje. In ne nazadnje izobraževanje pedagoških delavcev, bodočih pedagoških delavcev, katera znanja posredovati. Sama osebno to praviloma vedno izpostavljam tudi zato, ker na tem polju delam in na tem polju se pogosto čutim neučinkovito. Ni problem z razumevanjem nekih konceptov, ni problem, da se naučijo, pa na izpitu se zapišejo. Ampak teh globih prepričanj, kako se je to tako? Ko, ne vem, najbolj absurdna izjava, ki se jo trenutno spomnim eno študent,
je bila, da se ve, da otroci iz Afrike, afriški otroci, nimajo tako razvitih intelektualnih zmožnosti. Jaz sem prepričana, to si upam trditi, da nihče od mojih kolegov ni to posredoval. Ali sem preveč optimistična? Torej, katera znanja in kako organizirati študij, da bi se dotaknili teh globih prepričanj, ne najbolj konstruktivnih prepričanj, če želimo doseči torej, fleksibilnejši, prilagodljiv pedagoški proces, ki gre naproti otrokom, ki išče skupaj z otrokom ovire, pa ne samo z otrokom, tudi s timom drugih strokovnjakov. Morda za zaključek naj omenim, da sem v tem kontekstu delala lansko leto tudi raziskavo med mojimi kolegi, torej zaposlenimi pedagoškimi delavci na univerzah, vseh slovenskih univerzah, o tem, kaj mislijo o inkluzivnosti, seveda je vprašanje zelo težko ga je bilo oblikovati, brez da bi uporabljali neke koncepte, neke izraze, ki so kakorkoli povezani s teorijami. Pa vendarle, naj povem, da rezultati kažejo, da samo polovica, dobra polovica učiteljev, visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki delajo na programih za bodoče učitelje in bodoče predšolske delavce, kaže naklonjenost inkluzivnosti. Vsi ostali se bolj nagibajo k temu, da je treba več psihopatoloških značilnosti otroka, recimo vsebine, več specialnih metodik in tako naprej. Ok, toliko z moje strani. Zdaj pa, ker smo pridobili, prej povedal, 20 minut, imamo lahko za demokracijo teh 20 minut.